Preprečevanje in ustavljanje medvrstniškega nasilja. Sodelovanje staršev je ključno. Otroka poslušajmo, ko nam pripoveduje o vsakodnevnih dogodkih, kažimo zanimanje in se pogovarjajmo o njegovih odnosih z vrstniki in vrstnicami. Z otrokom se pogovorimo o tem, kaj je medvrstniško nasilje, in mu povejmo, da nasilje nikoli ni pravi način za ravnanje v medosebnih odnosih. Pogovorimo se o tem, kako bi se lahko otrok odzval na morebitno nasilje. Predstavimo mu različne možnosti. Reci: ne dovolim, takoj nehaj. Pojdi stran. Prosi vrstnike in vrstnice, da ti pomagajo. Povej odraslim, ki jim zaupaš. Z otrokom vadimo možne odzive. Uporabimo na primer igro gledališča, v kateri skupaj z otrokom igramo, kako bi odločno rekli ne nekomu, ki ravna nasilno. Otroku povejmo tudi, da za nasilje nikoli ni odgovoren tisti, ki ga doživlja. Za nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga povzroča. Pojasnimo tudi, da če doživljaš nasilje, ne pomeni, da je s tabo nekaj narobe. Pogovorimo se tudi o tem, komu vse bi lahko otrok povedal, če bi doživel nasilje, koga vse bi lahko prosil za pomoč. Pojasnimo razliko med tožarjenjem in iskanjem pomoči. Pomoč poiščemo, ko doživljamo nasilje ali imamo nek drug problem. Tožarimo pa, ko povemo nekaj nekomu od odraslih, samo zato, da bi drugega spravili v težave. Nihče pa nima problema in ne potrebuje pomoči. Otroku jasno povejmo, da ne pričakujemo, da zna sam rešiti vse težave in da bomo ponosni, če bo poiskal pomoč, ko jo bo potreboval. Otroku povejmo, da mu bomo verjeli in pomagali, če bo imel problem in se bo obrnil na nas. Spregovorimo lahko tudi o svojih izkušnjah z medvrstniškim nasiljem, da ne bo mislil, da se nasilje dogaja samo njemu. Naučimo otroka, kako zdržati z neprijetnimi čustvi in frustracijami. Skupaj raziskujemo, kako se lahko razbremeni, se umiri in poskrbi zase. Poskrbimo tudi zase, da ne bomo preveč zaskrbljeni. Vsak otrok ima slabe dni, ni treba preprečiti in razrešiti vseh njegovih težav. Zaupajmo mu, da marsikaj zmore tudi sam. Bodimo pa mu na voljo, kadar potrebuje pomoč.